Fakulteta za organizacijske vede je v petek 8. oktobra v Kranju nagradila svoje najboljše študente. Slovesna podelitev priznanj in nagrad je bila namenjena tistim, ki so se zavoljo lastnega truda in uspehov uvrstili na dekanovo listo najbolj uspešnih študentov vpisne generacije 2009/2010. Torej, ta dogodek je namenjen pravzaprav javnemu priznanju nekaterih vrednot, kateri imajo te naši najuspešnejši študenti, to so pa delo, pozitivna orientiranost in pa talent. V naši družbi, v naši državi Sloveniji premalo promovirajo in menim, da so prav to tiste vrednote, ki bistveno pripomorejo k osebnostnemu razvoju posameznika in pa seveda tudi k razvoju družbe. Študenti, ki so bili določeni na podlagi najvišje povprečne ocene in drugih kriterijev, so dobili posebna priznanja in nagrade. Predstavljajo 3% študentov iz posameznih letnikov, glede njihove nadaljne zaposlitve pa se ne pričakuje večjih težav. Torej, realne zaposlitvene možnosti so definitivno slabše, kot so bile v letu 2008-2009. Govorim za diplomante vseh fakultet, tako tehnike kot tudi družboslovja. Mi zaposlitvene možnosti še vedno v bistvu merimo, jih spremljamo, vendar pa ugotavljamo, da se pravzaprav za talentirane, znanja polne, delovne diplomante, zaposlitvena in pa karierna možnost pravzaprav najde. Tudi sedaj v časih krize. Zgodnji stik študentov s podjetji in nabiranje delovnih izkušenj že med študijem sta bistvenega pomena za odpiranje kariernih možnosti. Znanje vsekakor je dober naložbeni kapital, torej zaposlitveni kapital, vendar pa ugotavljamo, da je pomemben tudi zgoden stik z potencialnim delodajalcem in prav vzpostavljanju zgodnega stika s potencialnim delodajalcem namenjamo na Fakulteti za organizacijske vede zelo veliko pozornost. Zadovoljstvo na obrazih uspešnih študentov vsekakor govori v prid inovativnemu pristopu nagrajevanja pridobljenega znanja. Ja, v bistvu je ena potrditev, da nisi delal sam nekaj zastonj, da je vse nekaj pomeni ta tvoj trud, ki se ga vlažil. Pa ja, seveda bom kot eno referenco to uporabila za službo. Se mi zdi, da bo kar tole uporabna zadeva za naprej. Ja, občutek je v bistvu najbolj bi ga opisal kot z eno motivacijo za v bistvu tudi za delo naprej. V bistvu je stvar taka, da če se recimo tvoji osebni cilji skladajo tudi z delovnimi cilji, ki so pač v mojem primeru pač študij, pa čim boljš, da pač vse naredim, ni težko priti do takih rezultatov in bi lahko uspel v bistvu marsikomu. Pogledi študentov so še sedaj usmerjeni v prihodnost in prepleteni s kovanjem načrtov. Ja, zdaj trenutno je moj cilj uspešno zaključiti 3. letnik in pa diplomirati, kar nameravam v tem študijskem letu. Potem se pa v bistvu že upisati naprej na prvi letnik magistrskega študija, druge bolonjske stopnje. Zdaj, kje bo to, ali bo na tej fakulteti ali mogoče na drugi, se še nisem dokončno odločil. Vsekakor bom pa še doštudiral ta bolonjski magisterij. S tem se bo pa v bistvu, vsaj zaenkrat nimam namenov, da bi študiral še naprej. V današnjem času še ne vem, kam me pa zanesel, vse mogoče, bomo videli. Uspeh danes marsikomu pomeni najlažjo in najkrajšo ubrano pot, a pridobivanje znanja je še vedno trdo vezano na navdušenje, odločnost in vztrajnost. Ja, takole bom rekel, da bi se kaj bistveno razlikoval od ostalih, se sigurno ne. Mogoče imam edin kanček več volje kot ostali, pa malo več delovnih navad, predvsem pa cilj, ki me toliko močno motivira, da v bistvu nisem zadovoljen pač z uspehi, za katere pač vem, da bi jih lahko presegel, tako da se res potrudim in v bistvu dosežem tisto, kar je moj maksimum. Jaz sem bila tako dosti aktivna, napisala svoj raziskovalni članek, ki sem ga tudi objavila na konferenci lani. Pazila sem na povprečje, ker imam kar tako dosti visoke cilje za naprej. Tako da ne vem, uspešen učenec, vsak je uspešen, če doseže svoj cilj, jaz bom tako rekla.
Dekanova lista najboljših študentov je v širšem kontekstu pomemben pristop spodbujanja radovednosti in nagrajevanja odličnosti. Obenem pa je neposreden dokaz, da zna biti vložen trud večkratno poplačan.